No, poleg domoljubnih pesmi pa so Slovenijo v zadnjih mesecih preplavili tudi domoljubni plakati. Da pojasni njihov pomen, se nam je v studiu pridružil naš strokovni sodelavec Admir Baltič. Admir, pozdravljen. Hvala, Alenka in ostali. Začelo se je dobro leto nazaj s kratkimi izjavami, s katerimi se je vsakdo lahko poistovetil. Všeč mi je, ko vlada dela za državljane. Všeč mi je, da grem lahko zvečer sama po mestu. Nič spornega v teh zapisih, razen manjkajoče pike na koncu stavka. A hitro so sledila besedila, ki so požela večje zanimanje javnosti. Verziji Otona Župančiča, ki kritizirajo domobransko kolaboracijo z nacisti. Glas proti nizkim delavskim plačam. Kritika stanja v zdravstvu. Kaj imajo skupnega delavske pravice, javno zdravstvo, partizanski verziji? Seveda, pomislili smo, da za plakati stoji neka nova levica. Temu je botrovala tudi vizualna podoba, saj se na plakatih dopolnjujeta črna in rdeča. Kombinacija značilna za svetovno antifašistično gibanje. Ja, pa to je pa neverjetno. Ne samo neverjetno, ta leva domneva je bila tudi napačna. Radovedni novinarji so namreč hitro razkrili, da za plakati stoji nihče drug kot domoljubni podjetnik Aleš Štrancar. Štrancar je ta, ki tako neutrudno štanca plakate. Tiskarnam smo včasih rekli štancarija, tej plakatni mrzlici po Sloveniji pa bi lahko rekli štrancarija. To je pa nova beseda tedna. Ne. Štrancarija ni samo enolična, je tudi protislovna. Gospod Štrancar nam denimo s plakati sporoča: pod streho našo tuji rod naj gost nam bo, a ne gospod. A hkrati ta isti Štrancar svoje slovensko podjetje proda Nemcem. Poreče tudi: bodi zdrava domovina, meni zemeljski si raj, a svoje milijonske zaslužke namesto v Sloveniji hrani v Avstriji. Ja, sporočilo je jasno. Domovina se ljubi s srcem, ne z denarnico. Ja, dobro, saj je njegov denar. Mene bolj zanima, zakaj na teh domoljubnih plakatih toliko slovničnih napak. Denimo, nepravilno zapisovanje števil, nacionalsocializem pisan narazen, manjkajoča ločila. Alenka, morda je Štrancar podjetnik enostavno ocenil, da je lektura nepotreben strošek. Morda pa je Štrancar domoljub ocenil, da bo s pomanjkljivo slovnico lažje komuniciral z drugimi samooklicanimi domoljubi. Kajti, če spremljate njihove komentarje na spletu, hitro opazite, da jim slovnica ni najbolj pomembna stvar v življenju. No, ampak domoljubje in slovnica gre skupaj. Ni logično. Točno tako. In kjer se konča logika, tu se začne slovenska politika. Gospod Štrancar namreč napoveduje svoj naskok na slovenski politični vrh. In štrancarija ni nič drugega kot predvolilna oziroma predvolilna kampanja. Hvala, Admir.